Moja kolegica je enkrat rekla, da se moram v življenju odločiti, kaj bom, ne. Jaz mislim, da se jaz ne morem odločiti, kaj bom. Jaz sem še vedno človek, ki še vedno razmišlja, kaj bi zdaj počela, ali bi bila v gledališču, ali bi bila v šoli, ali bi bila v lutkovnem gledališču, ali bi bila ilustratorka, ali bi bila slikarka, ali bi bila kiparka, ne vem, ne. V bistvu me najdejo stvari. Nič kaj, ne iščem nekih strašnih, ne vem, navdihov ali kakorkoli. Pač zgodijo se stvari same po sebi. Neka ideja se naseli in pač z mano živi nekaj časa, ne. Mislim, nikoli ni to, da se pač zdaj, včeraj sem izvedela za projekt, danes se sedem za pisalno mizo in začnem delati skice. To ne obstaja. Mislim, sploh ne na ta način, ne. Rabim nekaj časa, da ta ideja živi z mano. Pa se pol pokaže, da je, ali pa mogoče, da je ravno diametralno nasprotje. Večina stvari se pač naselijo, pol se pa v nekih drugih mojih stvarih začnejo svetiti, ne. Svet živali uravnava ista mera. Majhno, da bi ga priznali, biti živ je mora živa. Na nek način sem dosti organiziran človek, ampak če kdo od zunaj to gleda, si misli, da je to totalen kaos, ne. Jaz imam samo svoj način zlaganja stvari, organiziranja, kaj kdaj rabim, kaj kdaj ne rabim. Je za okolico to silno kaotično. Mislim, noben ne bi o meni rekel, da sem natančen človek, daleč od tega. Akcijami je treba začeti takoj. Hitler pospešeno osvaja Evropo. Ljudi pošiljajo v taborišča in ljude ubijajo. Mi, Slovani, smo mišljeni kot delavska sila velikega rajha. Delo z amaterji ali pa z neprofesionalci se mi zdi bolj zabavno na nek način kot z profesionalci, ker tam je že vse usmerjeno, tam je že dosti stvari določenih, tam vemo, kam, ne. Pri amaterjih je pa to dosti bolj po tem principu otroškega odkrivanja, veselja. Zdaj bomo nekaj odkrili, zdaj imamo nek novi tekst ali imamo nekaj, kar se bo z nami šele razvijalo. Kar je po eni strani lahko zelo zastrašujoče za sodelavce, po drugi strani je pa, mislim, meni je z amaterji vedno fino delati. Včasih lažje pa dlje prideš, no. Ker so res manj obremenjeni s tem, kaj bi to moglo biti. Oni so dosti bolj predani tudi nekim tem umetniškim načelom ali pa nekim tem notranjim spodbudam, ker recimo, da si ti 8 ur nekaj v službi, pa greš potem na 6 ur vaj, moraš biti frik. Si to nekdo, ki nima nekega res močnega notranjega nagona, vzgiba, občutka, ne počne, ne. Skozi se mi zdi, da je pomembno, da se ti svetovi spajajo, da gre recimo šola s kostumi, pa kostumi z ilustracijo, pa ilustracija z instalacijo. Vse te stvari, da prehajajo, idejno prehajajo druga v drugo, da se z tega, kaj ilustriram v knjigi, rodi, ne vem, neka likovna naloga, ki jo v bistvu z otroci izvajam v šoli, da se mi nek vizualni vtis potegne v kostumsko idejo ali pa čisto likovno podobo neke predstave. Da to niso ločene stvari, da tudi tako kot igramo, ne vem, vloge sestre, mame, hčere, žene, ne vem, učiteljice, voznice, ne. Na ta način so tudi poklici zelo različni, hkrati pa so si v bistvu imajo skupno točko. Se mi zdi, da
da se stvari ne izključujejo, ampak se povezujejo. Ne? Če sam sebi slediš, pač je to čisto naravni tok.